Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Razumite tole. Vse, kar morate prositi Boga, je, da vam odpusti. Ko to napravite, potem lahko molite z vso drznostjo in zaupanjem ter prosite Boga, da izpolni vaše potrebe. Kajti On ne izpolnjuje vaših potreb, ker ste vi popolni, ampak jih izpolni zato, ker je On dober. Koliko ljudi poznate v cerkveni skupnosti, ki so v resnici mirni? Mislim, da so v miru z Bogom, v miru s samim sabo, v miru v svojih odnosih in v miru z okoliščinami. Ni jih niti približno toliko, kolikor bi jih moralo biti. V naši družbi ima negotovost skoraj epidemične razsežnosti. Negotovi ljudje živijo bedno in, verjemite ali ne, s svojim obnašanjem lahko napravijo tudi druge ljudi bedne. Če je neka oseba negotova in želite imeti z njo kakšen odnos, se počutite, kakor bi jo dobesedno morali ves čas vleči na pravo mesto. Zelo previdni morate biti, kaj rečete in kaj storite. Njihova čustva so zelo hitro prizadete. Želim vam to povedati danes, da ne bi zvenelo trdo. Če veljate za negotovo osebnost, prosim, naj ne bodo prizadeta vaša čustva. Sama sem bila negotova in sem ves čas pričakovala, da mi bo moj mož nekaj povedal, kaj naj stori, in če se ni storil, sem bila užaljena in zbegana. Potem, če nekdo tamle zunaj ni storil tega, sem bila užaljena. Če nekdo ni storil tistega, sem bila zbegana. Iskreno vam povem, če ne moremo uporabiti fraze negotov sem, negotova sem, za opravičilo in ostati v istih vezeh, to ni opravičilo. Če želim vsakega nadzorovati in se izgovarjam, da sem pač takšne narave in rečem, jaz sem pač nadzornik. Rekli mu boste, da naj gre pred Boga, se zravna in se spokori. Samo iskren naj bo. Dobro, zakaj potem ne morem reči ljudem, da sem negotov? Postaviti se morate pred Boga in iti on stran tega, ter se zravnati, ker ni prav do nobenega živega bitja, da bi moral plesati okrog vas in vaše negotovosti ves čas. Dajte, no, bolje predavam, kot vi reagirate. Iskreno mislim, da včasih ne gledamo na tak način. Ne vidimo negotovosti kot problem, ki ga lahko premagamo. Ne vidimo kot problem, ki bi ga morali reševati s Kristusom. On želi, da smo mi gotovi vase in ne negotovi. On želi, da smo drzni. On želi, da vemo, kdo smo v njem. Dovolj drzni moramo biti, da se lahko soočimo celo s hudičem in to v Kristusovem imenu. Torej, če se bomo bali nekaj ljudi in kaj si oni mislijo o nas, kako se bomo mogli zoperstaviti hudiču. Ni potrebno, da živite v strahu. Ni potrebno, da se preveč vznemirjate o tem, kaj drugi mislijo o vas. Oni bodo ves čas nekaj mislili in če ne o vas, potem bo nekdo drug na tapeti. Tako lahko samo rečete, srečen bom in se ne bom oziral na to, kaj si drugi mislijo o meni. Amen. Zavedam se, da je mnogo takšnih ljudi tukaj in mogoče so mnogi, ki to gledajo po televiziji in so v svoji preteklosti bili ranjeni. Rečete lahko, veste, vi ne razumete, kako se počutim. Dobro, po pravici vam povem, da če bi poznali mojo preteklost, bi vedeli, da vas razumem. Zavedam pa se. Naj še enkrat ponovim, če boste prostovoljno nadaljevali s takšnimi občutki, boste izgubili večino tega, za kar je naš Gospod Jezus Kristus umrl. Mogoče boste po smrti prišli v nebesa, vendar se ne boste veselili potovanja. Lahko vam povem, ko sem bila negotova, se nisem veselila svojega življenja. Bila sem kot marioneta, lutka, ki jo ima hudič na nitkah. Vse, kar je moral storiti, je, da je potegnil nitko in sem reagirala na tak način. In potem je zopet potegnil nitko in sem reagirala na drug način. Želim, da pogledate na negotovost na drug način, ne kot na kakšno posebno značko, ki bi jo morali nositi. No, vidim, da niste popolnoma gotovi v to. Skoraj da zveni, kot da sem zlobna in vas v to silim, vendar ni tako. Samo želim, da bi vi bili svobodni. Vi ne boste svobodni, če se boste ves čas naslanjali na plahost, strah, negotovost in kar je še slabih čustev o samem sebi. Ne boste svobodni in Satan vam bo ukradel usodo, za katero je Jezus umrl in vam ni treba do konca svojega življenja biti negotovi. Lahko se zavedate, kdo ste v Kristusu,
Lahko ste drzni in si pridobite življenje, ki vam ga Bog želi dati. Torej, če ste vi eden izmed teh negotovih ljudi, potem vam Bog poskuša govoriti. Želim, da sami rečete, no, Bog, nekoč sem bil. Mojo številko imaš in mislim, da se ne morem več skrivati za opravičilom. Čas je, da zrastem in da to prerastem. Amen. Amen. Dokler bomo negotovi, bomo nemirni v prizadevanju in neučinkoviti. Vendar pa opravičenje, zavedanje tega, kdo smo v Kristusu, nas bo vodilo k zaupanju in samozavesti. Če nimate zaupanja, potem je nek kratek stik v vaši notranjosti. Prejšnji teden sem bila na letalu čez Ameriko in v Atlanti smo morali menjati letalo. Imeli smo 40 minut, da smo šli iz enega terminala na drugega. Veste, da je to eno samo tekanje. Prišli smo tja in tovorili smo tudi prtljago, usedli smo se. Nekaj minut kasneje je prišel pilot in je rekel, žal mi je, vendar vam moram povedati, da je v električnem sistemu kratek stik. Morali boste zapustiti letalo in videli bomo, če lahko to odpravimo in kako dolgo bo trajalo. No, na koncu niso odpravili napake in smo morali zamenjati letalo, vendar bistvo je, dokler je bil kratek stik v električnem sistemu, letalo ni moglo leteti. Povem vam, če imate vi kratek stik v svojem električnem sistemu, če ne veste, kdo ste v Kristusu, če ste negotovi, s pomanjkanjem samozavesti, polni strahov, potem tudi vi ne morete leteti, ostali boste na tleh in ne boste sposobni peljati nikogar nikamor. Bog pa želi, ne samo, da ste zdravi in celi, ampak vas želi uporabiti za pomoč drugim ljudem, da so tudi oni zdravi in celi. Nekateri izmed vas bi se morali odločiti. Zame je čas, da preberem, kaj ta knjiga pravi o meni in se ravnati, da verujem v to. Dajte no, nekateri izmed vas bi morali sedeti v cerkvi tako dolgo, da bi vaša zadnjica postala čisto ploska. Samo sedeti in sedeti in sedeti. Kar moramo storiti je, da verujemo v to. Reči moramo, jaz verujem, ravnal bom tako kot Božji otrok, ravnal bom kot nekdo z avtoriteto nad hudičem, ravnal bom tako, kot da sem napolnjen z Božjo močjo, ravnal bom kot v Božji pravičnosti po Jezusu Kristusu, ravnal bom samozavestno, ne bom se uklonil strahu. No, dobro, Joyce, rada bi, da bi se tako počutila. Ne dopustite, da pridem do vas in vas grabim. Tukaj ne gre za čustva, gre za odločitev, da napravimo odločitev. Vi se odločite, kako boste živeli in vaša čustva bodo sledila pozneje. Rekla sem, odločite se, kako boste živeli in vaša čustva vam bodo sledila pozneje. Ne moremo čakati, da se tako počutimo. Vse v Božji ekonomiji sloni na veri. Najprej verujte, potem vidite. Najprej verjemite, pozneje vidite. Verujte, da ste že prejeli in boste prejeli. Markov evangelij 11. Verujem, da sem po Kristusovi krvi opravičen. Ni mi mar, kako se počutim. Bolj verjamem temu, kar mislim, kakor pa temu, kar nekdo drug pravi o meni. Na to se naslanjam. Verujem v Božjo besedo. Tukaj stojim. Jaz verujem v Božjo besedo. Lahko skoraj slišim te izmed televizijskih gledalcev, ko pravijo, no, kako veš, da je to res? Dobro, kako pa vi veste, da ni? Povedala vam bom, kako vem, da je resnično. Vem, kakšna sem bila prej, ko sem začela verovati, kar je v tej knjigi in vem, kaj je zame napravila. Besede vas ne morejo kar tako spremeniti, razen če niso besede resnice. To je resnica. Amen. Ko nimamo več upravičenja v svojem življenju, ne vemo, kdo smo v Kristusu. Razumeti moramo, kdo smo v Kristusu. Upoštevati moramo zunanje znake, kot je pomanjkanje veselja, miru, drznosti, še posebej drznost v molitvi.
Sveto pismo pravi, da nimamo, ker nismo prosili in nas spodbuja k goreči molitvi. Efežanom 3:20. Njemu pa, ki mora vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Torej je tako, kakor da nas Bog spodbuja. Dajte no, prosite me nekaj, kar presega vaš razum. Prosite me za nekaj, kar mislite, da je nemogoče. Prosite me za neko stvar, za katero mislite, da je niste vredni. Vi me ne slišite danes. Rekla sem, prosite me za kakšno stvar, za katero veste, da si je ne zaslužite. Zapomnite si, da v Božji ekonomiji ne dobite tistega, kar si zaslužite, ampak kar nam je Jezus zaslužil. Amen. Poglejmo k Hebrejcem 4:15-16. Videli boste besedilo na ekranu. Želim, da preberete to čudovito besedilo. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel, to je Jezus, ki ne bi mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč podobno preizkušenega v vsem razen v grehu. Torej z občutki slabosti, nemoči in izkustva skušnjave. Hvala Bogu, da imamo odrešenika, ki nas razume. Razume naše slabosti, da je težko živeti v današnjem svetu. On razume, da je veliko skušnjav, ki pridejo nasproti. On razume, pa čeprav nismo tam, kjer bi morali biti, vendar nismo tam, kjer smo nekoč bili. Torej mi smo okej, smo v redu in smo na svoji poti. To vas hočem naučiti. V redu sem in sem na moji poti. Nisem še dospel, vendar poglej, hudič, haha, jaz se bom veselil svojega potovanja. Ali ste me slišali? Nisem še prišel, ampak hudič, haha, veselil se bom svojega potovanja. Mi imamo velikega duhovnika, ki je bil preizkušen v vsem, kakor smo preizkušeni mi, pa vendar ni grešil. Tako nas on razume. Jezus je šel skozi vse občutke, vse skušnjave, s katerimi se tudi vi ubadate, pa ni grešil. On je bil popoln zgled na našem mestu, tako da smo lahko pogumni. Brez strahu, pogumni. Samozavestni, recite samozavestni. In drzni, recite drzni. Kako ljubim te besede. Pripelje nas pred Božji prestol, nezaslužen prestol za nas grešnike, da bi si lahko pridobili milost za naše prestopke in prejeli milost, da nam ob času pomaga. Naj vam samo podam te besede tako, da jih lahko rečemo drug drugemu. Lahko bi se glesilo nekako takole. Hej, veš, da, Bog razume. On ve, da imaš nekaj slabosti. On dela na tebi. Spreminjaš se ves čas. Nisi še tam, kjer bi moral biti, vendar hvala Bogu, nisi več tam, kjer si nekoč bil. Ti si v razvoju. Samo vztrajaj v tem in si zapomni, da med tem razumi. Vse, kar moraš storiti, je, da prosiš Boga za odpuščanje. On bo to storil. Potem lahko moliš z vso drznostjo, z gorečnostjo, samozavestjo in prosiš Boga, da izpolni tvoje potrebe. Kajti on ne izpolnjuje naših potreb, ker smo popolni, ampak jih izpolnjuje zato, ker je on dober. Mi smo samo množica zmedenih ljudi, ki poskušajo narediti najbolje, kar zmorejo. Amen. Samo Bog ve, kaj bomo izkusili, ko pridemo tja, kdo ima prav in kdo narobe. Vendar vam lahko povem, kaj vas bo vprašal. Ali poznate mojega sina? Ali ste prišli do mene po Kristusu? Ali ste bili v odnosu z menoj? Jezus ni umrl zato, da bi vsak izmed nas imel svoj lasten nauk ali religijo. On je umrl, da bi imel z nami oseben odnos in da bi bili prijatelji. To je bistvo. Filipljanom 3:3 nam pravi, da naj zaupamo Kristusu, ne pa mesu in zunanjih privilegijih in prednosti. Izrael nima več samozaupanja, ker bolje poje od tistega, ki ne uspe peti. Jaz nimam več samozaupanja, ker sem dobra v govorenju od ljudi, ki ima težave s tem. Naše zaupanje mora biti v njem samem. In najboljši način za začetek dneva je, da rečemo, brez tebe sem nič.
Nihče izmed nas ni nič brez njega. Karkoli lahko storim, ne bom storil brez tebe. Naša samozavest mora biti v Bogu. Dajte no. Vsak dan recimo, brez tebe sem popolnoma nič. Čista nula. Brez tebe sem nič. Karkoli lahko storim, ne bom storil brez tebe. Ne morem storiti brez tebe. Dajte no. Vse, kar mislim, da lahko storim, vendar ne bom storil brez tebe. Vidite, ni pomembno, kako negotovi se počutite ali kako vam primanjkuje samozavesti, kajti vi gledate v napačno smer, vi gledate sami sebe. Ko se nihče izmed izraelskih vojakov ni hotel približati Goljatu in je majhen David, psalmist, ki se je počutil sposobnega premagati tega velikana, in to je bilo zato, ker ni gledal nase. On je gledal na Boga, s katerim je bil tako povezan med vsem tem časom tam zunaj v samoti. Ali imate kakšno dobro izkustvo samote in ste tako prišli bliže k Bogu? Amen. Vi se spopadate z velikani. Lahko ubijete velikana, če se naučite, kdo ste v Kristusu. Ali je kdo tukaj, ki hrepeni po takšni samozavesti? Ali ste lačni takšne samozavesti? Ali pa ste utrujeni, da bi še naprej zdržali z drugimi? Drugi znak, ko ne vemo, kdo smo v Kristusu, ko se poskušamo primirjati z drugimi ljudmi in z njimi tekmujemo. Ali se kdo izmed vas že utrudil v takšnem početju? Ko bi bili radi tako kot drugi, molili kot drugi, uporabljali isti način študija Svetega pisma kot drug. Neverjetno, kako ste lahko veseli, da imate končno 15-20 minut molitve vsak dan, da ste končno uredili sami sebe in se disciplinirali in potem imate kosilo s sestro superkristjanko. In ona vam pove, da vstane pred sončnim vzhodom in začne svoje 4-urne molitve. Sedaj, če sami ne veste, kdo ste v Kristusu, boste kar naenkrat začeli misliti, da to, kar delate za Boga, ni nič in da si boste morali trdo prizadevati, da boste dosegli to, kar dela ona. Verjetno boste storili to, kar sem sama počela. Si priskrbela uro, se zaprla zjutraj v sobo in vsakemu povedala, da imam dnevno 4 ure molitve in naj ne vstopajo notri, naj me ne motijo, in potem sem molila 5 minut in zaspala. Tako sem vesela, da sem se znebila nesrečne ure. Zares sem vesela, da sem se rešila te ure. Ne molim več na uro, ne študiram po urah, ne slavim Gospoda na uro. Ne vem, kako dolgo molim ali kako dolgo ne molim. Ne vem, kako dolgo berem Sveto pismo in kako dolgo ne berem. Samo vem, da imam dober odnos z Bogom. Jem, da se nasitim in jem, ko sem lačna. Koliko izmed vas razume? Razumite, če morate vse storiti glede na uro, je to kakor neka grožnja. Če bi lahko to počeli 1 uro. Ali ne morete vztrajati v molitvi 1 uro? Dobro, mi smo vzeli ta tekst iz Svetega pisma in ga postavili za pravilo. Če ne molimo 1 uro, potem se počutimo krive. Vendar tukaj je tudi druga plat težave. Če storimo, potem postanemo superkristjani, bratje in sestre, ki gledajo navzdol druge s svojimi svetimi nosovi. Majhni kristjani dojenčki, ki mislijo, da so osvojili mesec, ko so zjutraj vstali in imeli 5 minut molitve. Zakaj ne moremo pustiti ljudi na miru in dopustiti, da se Bog ukvarja z njimi? Prosim, pustite me na miru in pustite, da se Bog ukvarja z mano. Največja stvar v odnosu s Kristusom je, da je vsak dan nekaj novega in je za vsak dan nekaj različnega, za vsakogar. Vsakdo, ki piše knjigo življenja, ima novo sporočilo. Tudi jaz.
Veste, mnogi so zelo v redu, čudovite stvari sem se naučila od ljudi. Vendar vam povem eno stvar, ko poskušate storiti nekaj na priporočilo koga drugega, postanete zafrustrirani. Dobro me poslušajte, vi si prizadevate s tem in se občutite v obsodbi, ker ne morete storiti tega. Zato je boljše, da odgovorite in rečete, dobro, veš kaj, mogoče to ni zame. To ni nekaj, za kar me Bog mazilil. Bog, kakšen je tvoj načrt zame? Kajti karkoli delamo za Boga, ne sme biti težko in ni nekaj, kar sami sebe ukazujemo, da storimo. Mora biti nekaj, kar počnemo z veseljem. Ali me danes poslušate? Prenehajte se primerjati z drugimi ljudmi. Vi ste edinstveni, vi ste original. Vi ste unikat. Če bi Bog želel, da bi bili isti, potem ne bi imeli različnih prstnih odtisov in različnih DNK. Mi vsi smo različni, unikatni in to je dobro. To je čisto okej. V redu je. Tako ste mogoče malo čudni in tudi to je dobro. Jaz sem malo čudna in to je okej. Povem vam eno stvar, gotovo je, da se zelo spreminjamo. Nisem še tam, kjer bi morala biti, vendar hvala Bogu, jaz nisem več tam, kjer sem bila. Sem čisto v redu in sem na svoji poti. Amen. Tako sem si prizadevala, da bi bila kot drugi in sem bila na koncu tako zmedena, da nisem vedela, kaj bi morala biti. Hotela sem biti kakor David in poskušala biti kot pastorova žena in kot soseda. To je zelo težko delo. To je velik napor, človek Božji. Kaj si lahko drugega kot to, kar si? Samo tisto morate biti, kdo ste. To pa ne pomeni, da se vam ni treba spreobrniti. Moramo pa dopustiti, da nas Bog spremeni. Ne morem se spremeniti tako, da ves čas posnemam koga drugega. Če ne veste, kdo ste v Kristusu, ne poznate Božje pravičnosti. Če ste negotovi, boste živeli z veliko strahu, boječnosti in vas bo strah, da bi kaj poskusili ali stopili ven. Kaj, če se mi po nesreči? Kaj, če izgubim zvezo z Bogom? Pa kaj? Ni konec sveta. Samo recite, to ni šlo prav, tega ne bom več ponavljal. Vidite, ko imate samo zaupanje, ni potrebno, da vas je strah poskušati nove stvari, kajti če se vam po nesreči ena stvar, še ne pomeni, da ste izguba. Razlika je, če se vam enkrat nekaj po nesreči ali pa da ste izguba. Razlika je, če se vam enkrat nekaj po nesreči ali pa če ste izguba. Nikoli nisem izguba, razen če preneham poskušati. Negotovi ljudje so hitro užaljeni in so tako zelo občutljivi. Sami sebi govorijo v negativnem tonu. In včasih prepričajo celo druge ljudi, ko jim govorijo, da so v redu. Oni potrebujejo neverjetno količino spodbud. Zadnja stvar, ki jo bom povedala, je, da ne morejo prejeti graje od Boga ali kogarkoli drugega, ki bi jim prinesel ljubečo grajo in opomin. Ljudje, ki se že sami počutijo zares slabo, kar nenadoma izbruhnijo, ko jih hočeš popraviti. Veste zakaj? Zato, ker za vsako grajo čutijo nesprejemanje okolice in zavrnitev. Resnično in iskreno vam povem, če vemo, kdo smo v Kristusu, lahko poslušamo, kaj bo nekdo rekel in rečemo. Dobro, molil bom o tem, mogoče ti vidiš nekaj, kar sam ne vidim, o tem bom molil. Pojdite in molite o tem. Če pa Bog reče, da je to cel kup nesmisla, potem jih ne poslušajte. Če pa vam reče, prav imajo, že dolgo časa sem ti to poskušal dopovedati. Potem je bolje za vas, da se jim zahvalite. Eden izmed mojih otrok mi je nekoč dejal, moram ti povedati, da vsakeč, ko me ti ali pa oče zares grajata, mi je Bog že poskušal to povedati vsaj 2 ali 3 in ga nisem poslušal. Torej, velikokrat, ko nas ljudje grajajo in čeprav graja pride po pridigi, kakor je tale, sem gotova, da sem povedala pol manj, kot pa vam Bog poskuša povedati. Vi tega niste zaznali, mogoče pa je kdo. Upam. Mogoče je kdo.
A je kdo? Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.